Je tvoja ponudba boljša, ampak stranke še vedno kupijo pri konkurenci, pri tebi pa poberejo vse, kar je brezplačno. In mogoče organiziraš nek brezplačen dogodek, kjer je veliko navdušenja, ko pa v bistvu ponudiš nekaj plačljivega, pa je čista tišina. Mogoče redno objavljaš na družabnih omrežjih in vsi ti ploskajo, vsi navijajo, da se ti zahvaljujejo, ko pa daš ven neko ponudbo, pa je spet tišina. In mogoče tvoja vsebina pritegne, ampak tvoj PR pa ostaja prazen. Ni nujno, da tvoja ponudba ni dovolj dobra. Problem je, ker te idealne stranke ne vidijo kot edino pravo izbiro. Pa pogledaj recimo primer, da je neka restauracija, kjer je en vrhunski šef, ki mogoče ni zelo še poznan, ampak njegova hrana je pa res vrhunska. Zdaj, če temu šefu ne zaupamo in ga mogoče niti ne vidimo, imamo občutek, da se skriva nekje za družabnimi omrežji, se nikoli ne prikaže in tako naprej, potem bomo se verjetno velikokrat raje odločili za nekaj preverjene, kar že zaupamo, ker vidimo, da zaupajo tudi drugi ljudje, tudi če je hrana lahko pri tem šefu veliko boljša. Ko enkrat zgradiš zaupanje za svojimi potencialnimi oziroma idealnimi strankami in pokažeš svojo vrednost na pravi način, bodo tvoje stranke kupile takoj, brez razmišljanja ali pogajanja o ceni. Če se sprašuješ, ok, pa kaj treba zdaj tukaj narediti, definitivno je pomembna dosledna komunikacija, da smo odprti, da delimo iz nas, da delimo našo resnico, da pokažemo rezultate, kaj je v bistvu mogoče in jasno pozicioniranje, da veš točno, kaj ponujaš in pa komu služiš. Če želiš ustvariti uspešen in magnetično privlačen brand, potem si na pravem mestu. Klikni follow oziroma sledi oziroma subscribe za vse glede branda in pa spletnih strani.